Drugač pa ste spremljali konklave. Kje ste bili, ko se je pokadil bel dim? Zunaj na čiku. Okay. V glavnem dim, kamorkoli pogledaš. Magla svuda. No, zelo akcijsko je bilo na Planetu. Bel dim se je pokadil med prenosom naše novinarke Petre Cankar s terena. No, med najdaljšim konklavom v Viterbu pa so kardinali izvolili papeža Gregorja X. Zanimivo je... Ja, slišim, da se je... Ja, Petra, ravnokar smo dobili informacije, da ne bi se pokadil bel dim iz dimnika. Torej, vidimo tudi prizore navdušenja na trgu Svetega Petra. Očitno torej je bil v 4. poizkusu izvoljen nov papež. Ja, Boga, včasih povezava... Ni videla dima. Ni videla dima, ker se je oglasila iz Križank. Ona je videla oblake dima, sem niso prihajali z dimnika, ampak z Metelkove. To je drugače. Ona ni videla. Ni mogla. Ne? Ker ne vidi se do Sikstinske kapele s Križank. Jaz sem bil parkrat v Križankah in sem se prepričal na lastne oči, da se ne vidi. Res. Za novega papeža je bil torej izvoljen Američan Robert Francis Prevost, ki je po izobrazbi tudi matematik. Ste vedeli to? Ne. Eni ja, eni ne. To se je videli že nadaleč na razglasitvi. Ko človek ima v obliki funkcij, veš, da je matematik. Pa ni bil lih favorit, kolikor je meni znan. Ne? Je pa matematik, se pravi, da je glasujočim kardinalom obljubil, da bodo šle številke vernikov gor. Jaz mislim, da je to. Upam, da se ne bo prevelikokrat zmotil in rekel v imenu X, Y in Z. Ja. To. Zbral si je ime Leon XIV, čisto legitimna izbira, tudi jaz bi si izbral kaj podobnega, če bi bil kandidat, potencialni kardinal. Čeprav jaz bi si mogoče zbral Rambo II. Ampak to sem jaz. Odzivov je ogromno. Izvolitev prvega ameriškega papeža v zgodovini je odmevala po vsem svetu. Od navdušenja Donalda Trumpa, ki govori o veliki časti za Ameriko, do slovenskega premijera Roberta Goloba, ki verjame, da je bil kriv Janša. Treba je biti konsistenten. Kajčmo. Predsednik Trump je dejal, da je zelo ponosen na izvoljenega prvega ameriškega papeža in da bo verjetno najboljši papež vseh časov, da sta dobra prijatelja, ampak da ga v golfu pa še zmer premaga. Me pa spominjajo te konklave na moje začetke na Planet TV pred 10 leti, ko so bile tu konklave. Ne vem, če ste spremljali takrat, že kar nekaj časa nazaj, ko so zbirali voditelja te oddaje. Zelo podobno je bilo. A režija, imamo posnetek teh? Lepi spomini. Všeč mi je bilo takrat. Ampak dajmo zdaj pogledati, kako napredujejo reforme naše vlade. Napredujejo. Jaz sem vesel. Ne vem. Jaz vidim napredek, no. Več napredka vidim tle, pa na sejah parlamenta. Vi ne? Ljudje še vedno plešajo. Kaj bi radi?
ko bomo na vladi videli godalni kvartet, ki na Titaniku prednje potonil po popizdarja. Ok? Bomo vedeli, da se ladja potapla. Do takrat pa, dokler je harmonika, je ok. Krut udarec pa je naša država prejela v torek, ko so nas nasilno izgnali iz Basla. Kaj mora ta narod pretrpeti, mislim... Slovenija je razočarana. Klemen Slakonja, ki je sinoči kot tretji nastopil na velikem evrovizijskem odru v švicarskem Baslu, se ni uvrstil v veliki sobotni finale. Ja, to so ga na koncu že obesili med rekvizite za na kamion. Mal se hecamo. To je bil del pesmi, Klemen je pel obrnjen na glavo. Kaj, da se tako poje, kaj bi radi? Baje Klemen tudi spi obrnjeno zdaj. K Batman. Ali pa Spider-Man. Pa tudi David Copperfield je enkrat visel na glavo, a ni? To je v modi, očitno. Samo on je imel spodaj goreče špice, Klemen pa samo poden, po katerem se je sprehodil nazaj do hotela. Visenje na glavo je bil kar močan adut, s katerim smo ciljali na zmago. Tudi Klemen sam se je povedal. Slakonja je svojim čustvenim nastopom, fotografijami otrok ter poljubom svojo Mojco na koncu skladbe navdušil. Razočaran pa ob izpadu povedal, da so dali vse od sebe. To jaz rečem po vsaki oddaji. Mi smo dali vse od sebe. Ja, sam ni bilo zagledati. Ja, ampak mi smo dali vse od sebe. Očitno to ni bilo dovolj. Ne? Kaj boš pa rekel, če ti ne rata? Ha? Žal sem bil zendrek in prepotenten. A kaj? Ne boš? Drugač pa mislim, da je bil Klemen prvi, ki je na tekmovanje Eurosong odpeljal svojo boljšo polovico Mojco, ki je po svetu pesem. Ne? Jaz ne vem, kako to poteka, ampak ne, če se spomnite, en modrec je enkrat dejal, da babe je kaj šporhet, fajn je, da jo imaš, da bi pa okol vlačil, pa ni. Tako da ne vem, škoda. Ampak če pogledamo logično, kako to, da smo sploh pričakovali zmago? Klemen ni gej. Oblečen je v civilu. Kje so bleščice? Kje je perje? To ni komad za Eurosong, to je komad za novo Škodo Octavio. Eurosong se nam ni posrečil, se lahko prijavimo kam drugam. Melodije Morja in sonca so še odprte. Otroški pevski festival Brežice je, nekaj bomo našli. Nekaj bomo našli. Jaz sem vedno govoril, dajmo poslati na Eurosong po ženi Mrcino. Pa bi zdaj šampance odpirali. Ali pa če Golob ne dobi še enega mandata, pa pošljemo njega. To, da zna pet, smo videli, ne? Končno se mu bojo uresničile sanje, ljudje bojo plesali. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.